Fantasy. Radio Fantasy. Rock Band, ostali še minuto. Ok, back vokali. 7 minut čez pol. 7 čez pol 9 uro je, ostali malo več kot minuto. Bom rekel, Marko Geršak, pozdravljen, dobro jutro. Dobro jutro, Celje. Evo, to zdaj te moramo napovedati tako, da bojo vedeli. Prva mišica Bodyfita. Ne, jaz sem napisala, da je Ata Bodyfita. Ata Bodyfita. Mislim, zgleda že tak, ne? Uno, Ata, kaj lahko gremo fitness. Ata Štrumpf, ja, Ata Štrumpf. Pol pa, kaj je bila, ena je pa bila Smrketa še zraven, ne zraven Štrumpfeta. Samo ne je bila pač ful modra, mislim. Tako, ja. Ostalo. Glih, toliko modra, ostalo sem pa pa samo blondna. armija Štrumpfov. Ja. In ja, vse armija, toliko pa je, mislim, če pogledamo obiskanost je, Bodyfit ni samo eden, je v Celju, jih imate pa 7 in zdaj se rojeva 8. A je že, ali še nikdaj bomo radi? Že. Odprli smo ga 2. januarja in nikdar več ne bomo noben center odpirali 2. januarja. Kdo se je to zmislil? Ata Štrumpf, ne? Ker če si predstavljate, da od 24. decembra do 2. januarja ni nobenega mojstra, ki bi karkoli prišel še pomagati, pa en popraviti. Tako da dejansko sem postal vse. Tako smo se že pogovarjali, viseče školke, recimo, ne, viseče školke in vse podobno. Vse to je takrat bilo v obdelavi, tako da sem postal zdaj mojster za vse, še zraven fitnessa. Se pravi, znaš zdaj tudi fajn polagati. Ja, položimo, staknemo, vse. In to je tudi ena izmed odlik vaših fitnessov, da imate prostorne tako garderobe kot te WC, tuše in tako naprej in nasploh prostor za treninge. Ja, zdaj Bodyfit sigurno z vsemi našimi zdaj torej 8 centri. Približujemo se številki 9000 članov, torej članov nas je že kar nekaj. Smo nekako največja fitness družina v Sloveniji. Predvsem imamo, lahko rečem, da smo edina fitness organizacija, ki pokriva vse generacije. Torej imamo velik procent nad 50, torej 50, 60, 70, 80, zdaj že 90. Ravno danes zjutraj smo praznovali 91. rojstni dan naše zveste članice, ki je bila z mano že 6:30 na jogi in smo potem enostavno nazdravili šampančkom in ne, torej 91. Le Janko, za tebe fitness. Šiši 5, le sama sedaj, jeste lahko reči. V glavnem... Ne, veš kaj, sam nekaj, Marko, da ti povem, ne, ko si zdaj rekel, praznovali ste 91. rojstni dan ob 6:30, ne, unita prvi. Midva sma glih prej imela to te novoletne zaobljube, pa diete, pa fitness, pa snakaj, eni so res pridni, ne, pa 6:30 že hodijo po tekalški stezi, ne, pa se razmigavajo. Ti pa sam na ših. Jaz hodim pa sam na ših, to v tej uri, ne. Ja, tudi je nekaj, ne, samo mogoče pa se kaj spremeni to leto. Ja, le, če boš odprl fitness ob 4 zjutraj, pa bom imela cajt prideti pred Ne šihtom. samo, da ga bomo odprli ob 7 zjutraj ali pa 4 zjutraj, imeli ga bomo 24/7, tako da boste lahko hodila non-stop. Tako da to je v pripravi, to se pripravlja, to se dela. Drugače pa sem prej samo hodil tudi za Celje, oprosti. Tudi. Za Celje 24/7. Tudi se bo zgodilo, ja. Mislim, delamo na tem, skozi nekaj delamo. Dobro. V glavnem, skrbimo tudi za otroke, tako da imamo kar dosti otrok, tako da skupina otrok je tista naša zelo pomembna, mladostnikov, pa družine nasplošno, ne, tako da zdaj recimo v primerjavi z ostalimi nekimi takšnimi temi verigami poskušamo vzgajati otroke. Torej pomeni, zelo nagovarjamo starše, naj pripeljejo svoje otroke zraven, zaradi tega, da se naučijo pravilno delati, da vejo, kako delati, kajti drugje so prepuščeni sami sebi in so na nek način izpostavljeni vsem tem substancam, ki niso zaželjene v tem okolju, nepravilni vadbi, poškodbe, druge težave, ki se dogajajo. Tako da je zelo fino, če so nekako pod kontrolo in pregledom staršev, kaj se dela in kako se dela. In tudi strokovnjakov, ja. Lepo. Predvsem strokovnjakov, seveda, tako pri nas praktično vsi, nekako ta oseben pristop je tisto, kar je tudi malo drugače, torej poskušamo res ljudi naučiti, tako da noben ni prepuščen samemu sebi, noben ne skače tam sam, pa se nekaj razbija brez veze, ampak poskušamo vsakemu dati prave informacije, kako, na kak način, lepo postopoma, tako da lahko res potem to postane navada na dolgi rok, ne samo novoletna zaobljuba. No, v novoletnih zaobljubah in pa tudi v nagradni igri, ki prihaja in ugodnostih v letošnjem letu v Bodyfitu, pa čez 3 minute. Sam DJ Bobo ne svoje odpoje. Lepo. Ja. Ena izmed novoletnih zaobljub je, šla bom ali šel bom v fitness. In zdaj tisti, ki to niso storili, ali tista, ki to ni storila, so prišli pa po njo. Marko Geršak iz Bodyfita je prišel po njo.
Dobro jutro. Lahko bi jo Nehajte. odpeljali, ja. Lahko A, kar da. zdaj sicer imamo onega kedija, tovornega, tajega, lahko lepo noc tlačimo Se bo in kar šlo. peljemo in kar gasa. Joj, Pa jaz pripeljemo vem. nazaj v enem kosu. Ne vem, če moj karakter bi zmogel se pelati v vašem kediju, ker ne vem, če imate toliko tonaže za prevoz. Drugače pa zanimivo tako, ne, jaz sem se kar pogovarjal, zdaj torej toliko centrov, jaz skačem po vseh teh naših vadbenih centrih po celi Sloveniji in vsi Štajerci, pa Notranci, pa zdaj Prekmurci, pa ne, mislim, pač smo tako pisana druščina. Ampak pri vseh je enako, z vsemi, ko se pogovarjam, zdaj po novem letu, ker zdaj dejansko januarja je pač višji procent udeležbe v vseh naših aktivnosti. In ko se tako z ljudmi pogovarjaš, noben, ne, jaz pa nisem prišel zaradi novoletne zaobljube, jaz pa sem pač prišel. Tako da čisto vsi pridejo Vsi zato, ker pridemo, ne, enostavno enkrat. ni bilo novoletne zaobljube. Ok, Sam novoletna prišli so. zaobljuba, drugače kavo piješ z sladkorjem, z mlekom ali črno zgoraj brez? Zgoraj brez imam bolj rad. Ne. Zdaj lahko pa je črna, lahko je tudi bolj bela. tako da. Ja, Lahko je pa povej, mulatka. povej, kaj. Em, Mislim, čokoladnega mleka nimam No. zraven, imam navadno brez laktoze. No, pa to je to, sej. V redu, Ja. dobiš. Marko, Bodifit, 25 let imate že izkušnje na tem področju fitnesa. Tako, letos 25. obletnica, torej na nek Četrt stoletja. način, da, kar nekaj. Lepa. Zdaj, čudno je, da sem jaz zdaj 27, 28 komaj, ne, in da je enostavno že toliko, torej sem zelo hitro začel. Zdaj, dragi poslušalci, prej so me poimenovali Ata Štrumpf. Ata Bodifita. Ata Bodifita, Ata Štrumpf. Tako da ja, vse tudi recimo, da zgledam, tako samo ono kapico modro si damo gor ali belo, pa je to to. Pa je to to. Ja, četrt stoletja dejansko Bodifit je nastal iz take ene ideje po gibanju. Na nek način bili smo entuzijasti, marsikaj smo si upali. Torej prva slovenska veriga praktično in še vedno največja slovenska. Zdaj imamo sicer kakšne take interruptere, ki nas malo stiskajo z različnimi idejami v kot, ampak tisto, kar želimo delati kot takšni, želimo delati z strokovnim kadrom, želimo delati strokovno. To pomeni, da ljudje niso prepuščeni sami sebi, je čisto, je vzdrževano okolje in predvsem tisto, kar pač meni najbolj pri vseh teh zadevah danes pomeni, je slovensko okolje. Tako da smo na nek način domačini in delamo iz tote gore list. No, Lepo. ko sem jaz pa hotela povedati, kakšni so kaj plani za 25 v Bodyfitu, ne, so pa tudi te, da bomo na Radio Fantasy kar 5 nagrajencem podarili brezplačne vadbe pri In vas. to, Ne? koliko si rekel, mesečno. To je All inclusive kar taka all-inclusive karta, mesečna karta, ki je vrednost 95 evrov, pomeni savnica, vodene vse. vadbe, individualne vadbe. Pa je važno, pa, da ki prideš ali lahko prideš od do. Lahko prideš kadarkoli, praktično, ko je odprto. Se pravi, zdaj zaenkrat, če nismo 24/7, vsaj ne v Celju, smo v Ljubljani, smo v Murski Soboti, smo v Mariboru. Dobro, celje lahko planirate za 2026, ko že bom jaz. Začela že, ne? Tako da smo noter. Tako da ja, kadarkoli se lahko pride. Fino je, da seveda, ko bodo poslušalci žrebani, da bodo se dogovorili za prvi obisk, da jih lepo sprejmemo, da naredimo testni program na začetku, da vidijo kako in kaj, da jih tudi testiramo na začetku in da se začne tako, kot se temu zagre. Tako je tudi prav, da delamo pravilno in da ne delamo nekaj na pamet, pa na glavo. Zelo velik naval imamo poškodb v letu 2025, torej, mislim 2024 smo imeli zelo velik naval in zdaj že, samo še zdaj malo časa, da bi lahko nekako rekel nek feedback, ampak velik poplav otrok, velik poplav deklet s poškodovanimi hrbtenicami od nepravilnih hip trustov. K nam pridejo zaradi tega, ker so se poškodovali drugje. In potem pač nekako poiščejo strokovno pomoč, kinezološko, trenersko, tako da se malo naredi, ker zdaj dejansko ni potrebe, da najstnica, ki je stara 19-18 let, gre na operacijo hrbtenice zaradi vadbe v fitnessu. Torej, to res ni potrebno in to je vse samo zaradi pač nekontroliranega treninga, zaradi tekmovanja na TikToku oziroma gledati kvazi strokovnjake, ki podajajo neke informacije, tako da je primerno to obrniti v drugo smer. Koliko imate ogledal in ali so primerna za delanje selfijev?
Jaz mislim, Zdaj je to žensko vprašanje, ali za one najbolj nafitane, fante? Ne, a ja, no. jaz zdaj lahko tako zdaj odgovorim na to žensko vprašanje tako zelo strokovno. Ne. Tako da za storije in selfije iz glutev stališča imamo vse pokrito, vse kote pokrite, tudi v kopalnicah. Kar se pa tiče dvojne biceps poze in lat poze stoje, tam pa je enostavno včasih kako gledalo moče že malo preosko. Tako da ne vem, če ne bi ga malo razširili, ker to vseeno ta kobra luk je že zelo velik. Kobra. Ja, lej, jaz bom tako rekla, absolutno fitness, jaz pridem 2026, ko bo 24 ur odprt, ker drugače je malo težka za mene. Ne, oziroma, kaj pa če jaz hodim pač kasneje na šiht, pa grem za ob 7. Jaz vam ne rečem, da ti na šiht priješ. To je najbolj srečen, ko prideš, pa da Pa priješ. kaj pa, če bi midva šla v dopoldanski program? Ob 10 imate verjetno Samo full fajn. jaz verjamem, da jo midva lahko. Jaz vem, da bo to leto 2025, zdaj s totimi petimi že zraven, bo ona na nek način ambasadorka njih petih. Ne. Šuši, ti bi jih In lahko ona bo spremljala. enostavno javljanje v živo izvajala, ne? In potem bomo mi to kar... Zakaj vedno jaz? Dajte enkrat Janko. Ker sem že bil. Ja, Janko pa je- ti si že, evo, ti si že v laufu. Janko je enostavno je že utečen, tako da on je zdaj že starosta, tako da on je takoj za Ata Štrumfom. Dej, Petko, Marko. Hvala, bivši prijatelj. Ja, no, mislim, Ampak dobro, le. ne. V redu je. V glavnem, samo da No, še to je bilo enkrat to. ponovim. Marko, ta Bodyfita je bil pri nama, ki je pač tudi povedal, da 5 nagrajencev bomo nagradili v naslednjem tednu. Tako da prijavite se, oziroma od srede naprej, Od srede boste se naprej, lahko ja. prijavili. Tisti ta pogumnih 5 bo štartali očitno z mano v Bodyfitu. Lepo smo slišali, imamo tudi posnetek in ga bomo zrezali za dokazno gradivo. Tako. In Jaz vi mene ne prisilite. jaz obljubim, da tem petim in seveda Ja, v redu si, Marko. štrumfeti, nikakor ne bo žal. Tako da bo to zelo, zelo dobra izkušnja in ja, uživamo v tem, kar delamo in kako delamo, ker se res lahko življenje obrne drugače. Ljudje jamrejo, ja, boli me to, zjutraj se zbudim, sem utrujen, sem zmozgan, ne morem tega, ne gre mi to, kakorkoli. Se lahko spremeni. Tako sem že prej rekel, danes smo praznovali rojstni dan ene najstarejših naših članic, Bredice. 91-letne Breda Vules, ja, iz Maribora, tako da smo ga že zjutraj praznovali na polno. In ona sama, glih danes je ponovila, ne? Torej, ona se zjutraj zbudi, nič je ne boli, ona gre peš na vadbo zjutraj, ima 600-700 metrov do vadbenega prostora in tako dalje in je na teden aktivna 4-5 krat in to je razlog, da dejansko uživa življenje. Druženje, povezava, pripada nečemu. Torej ni zato, da bi zdaj nekdo te gledal po strani, da bi rekel, joj, kaj pa to. Tu nekako res skrbimo, da smo ekipa normalnih ljudi in da so člani tisti, ki dejansko pašejo v to okolje. Lepa Tako da dejansko druženje, dejansko povezanost, dejansko nek dober občutek, da greš in narediš trening. Ne da zdaj pač delaš mogoče samo selfije. Greš in narediš trening, pol pa še kakega selfija. Glede na to, da nam je tajminga malo zmanjkalo, zdaj rekel si, da pri vas se dogaja to in to, potem vemo, na kak način poteka, ampak kako pridemo do prvega kontakta? Prek spleta ali moramo fizično tja priti, da se ogrejemo do Bodyfita? Lahko kakorkoli, torej smo prisotni na vseh omrežjih, preko spleta, telefonske so vse posod, fizično. Najbolje je, če se tako ali drugače prej nekako prijavi, torej ali preko maila ali po telefonu, da si rezervira termin, da pač se človeka pričakuje in da res potem naredimo ta prvi korak tako, kot je treba. Še posebej tistim, ki imajo ali so imeli slabe izkušnje, ker zelo dosti ljudi srečujem, ki so imeli, joj, kaj ste vi isti, pa joj, kaj to se mi je zgodilo, pa joj, to pa to, ne. Torej, ali pa tisti, ki so pa čist prvič, ki dejansko še nikdar niso šli in zdaj se dogaja, da ti, torej, recimo, sveži penzionisti, ki zaključijo svojim delom, postanejo penzionisti, torej oni uživajo svojim in zdaj rabijo nekaj takšnega, ne, in še nikdar v življenju niso poskusili. In jim je nerodno, jih je strah, ne, kaj, joj, kot da jih bomo pojedli. Pridite, brez težav, boste videli, da je bolj prijazno okolje kot kjerkoli druge. Ok, veš, je zmakar, gotovo.
Kaj? Mislim, podlage, Muska, zmanjkalo muska, gre naprej, to pomeni, da Marko, moraš si zdaj kavo najprej Marko, spiti. ti kavo spi, mi bomo še enkrat povabili v Bodifit in pa v sodelovanju v naši nagradni igri od srede dalje, ti pa pričakuj našo Šuši, da pride z onimi 5 nagrajenci. Vrhunsko, že viham rokave. Že vihaš. Hvala ti, lepo zdrav in pozdrav Bodifit. Hvala tudi vam. Čau. Radio Fantasy. Radio Fantasy.